tako, še enkrat bom nekaj povedal o sebi. No, takrat, ko sem javno pel in igral na zabavih, na osebnih zabavih, bilo je vse lepo pa fajn, ne. Takrat, ko sem pa nastopil na Pop TV Slovenija ima talent, ko mi niti v cent niso mogli niti opredeliti, ker posnetek je pač ta javno objavljen na YouTubu. Od takrat se mi je skoraj svet malo podrl, ne. In od tistega cajta nekaj let potem, ko sem napisal in pesem Banda Svingerska, ki je takrat mnoge tudi šokirala in mnoge ljudi so gledali, so me kar postrani gledali, tako no. Takrat sem posnel še pol 2 skladbi Japonka s Portoroža in vsi meni se smejijo, ki so pa tudi borile dobre in tudi slabe misli, predvsem mislim tako, no, da je ljudi bolj šokiralo pa nasmejalo, pa bom rekel bolj nasmejalo, pa tudi če so ljudje me označili za bednega, ne. No, pol v času tistega covida, pred tam okrog 2 letom nazaj, sem začel skladati pesmi od Indire. Posnel sem jih tam prek okrog 250 skladb. Začel sem komponirati in nastopati na Facebooku in javno podprl slovensko zabavno in narodno zabavno glasbo. Skladbe so javno objavljene na mojem YouTube kanalu Matej Železnik. Tako bom rekel, še dandanes pa opažam, da ljudje ne morejo pozabiti tistih pesmi, no. Japonke, ki so jih res rezale v kosti, pa poln enega smeha o Japonkih, o Japonki s Portoroža. Tako bom rekel, ko bi raje sledili moji novi glasbi, ki sem jo zdaj napisal in je objavljena, bi mogoče ljudje spoznali novo kulturo izražanja, ker so moje nove skladbe pač požele nov razcvet. Jedine moje, Rdeče rože in še mnoge druge pesmi. No, v glavnem, saj na koncu pa vsi odidemo nekam tja, saj veste kam, no. Tam, ko vsi prijazni so ljudje, ljubeznivi, sočutni, ne pa da se hujskajo drug po drugem, no. Samo to, no. Ja.